sposobnost? Ne, pritisk definitivno ne. Je pa fajn videti, da se čuti, da prihaja nekaj velikega, nekaj fajnega za celo Slovenijo in na nas pa je, da naredimo vse, da bo to izgledalo najbolje, kar je možno. Kako ste se zdaj, odkar ste s fanti spet skupaj od včeraj, od zdaj pogovarjali o tem, kaj vas čaka, Od kaj danes. si želite? Ni bilo še nekaj ekstra, ker smo se zdaj, jaz sem zdaj danes prvič. Najbolj važno je, da smo vsi zdravi, več ali manj, da ni nekih velikih težav in imamo dovolj časa, da naredimo neke stvari in da bo vsak dan boljši. Ja, običajno, ko so tiste tekme, ne, 3-4 dni za treninge, za priprave, kvalifikacije, zdaj bo to kar nek luksus teh, koliko je 19 dni do prve tekme. Ja, odvisno, ker moramo tudi vedeti, da je konec sezone, da za nami je dosti tekem, tudi treba malo z glavo delati, da ne bi prišlo do kakšnih problemov zdaj tukaj. Ampak sem prepričan, da štab ima vse pod kontrolo, da bo izgledalo tako, kot mora in da bomo najboljše izgledali takrat, ko bo najbolj pomembno. Kako se ti osebno počutiš? Dobro, okej. Odigral sem več ali manj vse tekme v tem drugem delu sezone, ni bilo tudi težav s poškodbami, tako da sem v ritmu in super, jaz sem komaj čakal, da pridem sem. Forma zadovoljiva? Pa mislim, da je, ja, fizično okej, vse skupaj izgledalo, zdaj je še dosti prostora pač, ker sem dal dosti asist v prejšnjih sezonah, v tem letu je bilo to malo manj, tako da bomo videli, kako bo, ampak najbolj pomembno je, da sem zdrav in da sem v ritmu. Ko pomisliš na evropsko prvenstvo, kaj je neka tista prva misel na evropsko prvenstvo? Kaj se ti najbolj utrne? Nič je, predvsem to, da gremo tja s skupino fantov, s katerimi se ful dobro razumemo in jaz sem prepričan, pač, da gremo tja, da bomo dali vse od sebe, da pokažemo Slovenijo v dobri luči in to je ta neka motivacija, da gremo tja, da se pokažemo, da smo dobri in da smo zasluženo tam, kjer smo. Zraven je znova tudi po 2 letih Josip Iličić, kako vam fantom, da se vrne pač nekdo, ki ima toliko za reprezentance, pa nekdo, ki ima v bistvu glavno izkušnjo. Ja, definitivno Jojo je ekstra klasa za našo reprezentanco. Šel je skozi težko obdobje, vendar kakor spremljam tudi slovensko ligo, sem videl, da je fit, da je v formi in jaz sem prepričan, da nam lahko samo pomaga in želim si, da bi čaral tako, kot je že prej čaral. Kako vidiš spremembo igre, ali se kaj spremenilo? Tebe je selektor čakal, prišel si, se dvigal stila na Euro. Kako tam vidiš spremembo v igri, kaj je drugače kot leto, ko si bil še gledalec? Težko mi je komentirati, kaj je drugače. Pač, jaz sem skočil v reprezentanco, pokazal sem se z dobre strani na tisti prvi tekmi z Dansko in potem se je takrat to vleklo, ker sem imel par dobrih tekem, bila tudi kakšna slaba, ampak jaz mislim, da je ta ekipa kot celota je zelo dobro zgrajena in da smo kompaktni, trdi in z ogromno individualne kvalitete, ki pa vemo, da je lahko tudi na evropskem prvenstvu odločujoča. Vemo, da vedno govorite, nogometaši, predvsem pa trenerji, da je treba gledati samo nase pa na svojo igro, predvsem so trije nasprotniki, so velike reprezentance z večjimi imeni, koliko recimo si sam že kaj pogledal sezname igralcev teh treh? Nisem, realno, nisem neki človek, ki bi brskal po internetu pa iskal neke zadeve. Ja, mene sploh ne zanima to, pač bomo imeli že pred tekmo z njimi, bomo imeli sestanke, video analize in takrat bomo vedeli vse, kar moramo vedeti. Za zdaj pa je na nas, da delamo nad sabo, nad svojo formo in sem prepričan, da bo štab pripravil vse potrebno pred tekmami. Kako pomembna bo ta podpora na vsaki tekmi 10.000 Slovencev? To bo, če že nismo favoriti na teh tekmah, pa
velik kapital. Seveda, to je samo lahko dodatna energija za nas, kajti vemo, da Slovenci že dolgo niso šli na veliko tekmovanje navijati za svojo državo in mi moramo to izkoristiti, ne sme nam to biti breme, ampak da nas še bolj počgejo, da bomo še, ko bo mogoče težko, da nas dvignejo. In ja, že komaj čakam, da vidim na teh nemških stadionih polno Slovencev, ko bojo peli slovensko himno in ja, že zdaj mi gre kurja koža. Kakšni so tvoji spomini na 2010, ko si bil kot otrok? Svetovno prvenstvo Slovenije v Afriki. Zelo dobro se spomnim tega prvenstva, še zdaj točno vem tisto tekmo za Ameriko, ki je malo manjkalo, da bi šli v naslednji krog, ampak ja, ne, spomini so fenomenalni in upam, da lahko dosežemo vsaj te spomine oziroma še presežemo, da bo se še več govorilo o tej generaciji. Priložnost za maščevanje Angležem, potem je Kelno. Ja, definitivno bo, ampak kot sem rekel prej, gremo po vrsti, gremo narediti vse, da bomo mi najboljši in pol bomo videli, to bo zadnja tekma, potem bo pred to tekmo bo že dosti kaj znanega, kako in kaj, tako da bomo videli, ampak kot sem rekel, skoncentrirani nad sabo, nad formo in ponosno in močno v boj z vsemi. Recimo, kakšno glavo imate pred Angleži? Je to neko strah spoštovanje, je to samozavest? Kaj bi rekel kot igralec? Ma okej, saj imaš proti vsakemu, moraš imeti respekt. Smo videli proti Malti, ko smo šli v tekmo malo tako in smo dobri, ne. Tako da spoštovanje definitivno, da bi se pa nekoga bali ali pa karkoli, pa ne. Saj so nam prišli Portugalci, pa smo jih dobili, pa so nam prišli Danci, pa je bilo lila, pa tako da večkrat smo že pokazali, da imamo karakter, je res, da bo to tekma na nevtralnem igrišču, ampak kot sem rekel, z pomočjo par tisoč Slovencev bo vse lažje in verjamem v nas in jaz sem prepričan, da bomo izgledali dobro. Kaj pa Srbija? Tukaj je neko regionalno rivalstvo vedno visoko. Jaz osebno ne čutim nič ekstra, pač nimam nobenih prednikov tam, nimam nobenega tam, ne poznam nobenega, tako da za mene je to normalna tekma. Selektor je rekel, da imate dovoljenje, da se ob pol treh zjutraj zbudite, gledate Dončića, šli med temi, ki se bodo zbudili. Ja, jaz se zbudil ziher ne bom pa pogledal pol posnetek tekme definitivno, ker tudi sam imam rad košarko. Mislim, da vsak Slovenec spremlja Luko, ki dela čudežne stvari tam čez lužo in ja, sigurno se ne bom zbudil, bom pa pogledal posnetke. Hvala. Hvala.